Ja, kot je bilo napovedano, jaz vam bom povedal malo o tem, kako pravzaprav delamo, s čim se soočamo vsak dan, ko sedimo v pisarni, zremo v računalnik in nam črke poplesavajo pred očmi. Seveda v tem času nikoli ne mislimo na roke, ker roko nimamo, treba je samo stvar dobro narediti in to je nič stres, ne. Pač tudi, kot rečemo, včasih vsaka stvar mora biti prevedena v čele, tudi to ni čisto res, pač mi imamo en dosti jasen sistem načrtovanja dela, ki nam omogoča, da se, mislim, imamo prav službo posvečeno temu, ki se ukvarja s tem, kako načrtovati naše delo, zato da pač ga uspemo pravočasno upraviti in da smo tudi čim boljše, da je naš čas čim boljše izkoriščen, da ne gledamo v zrak, takrat, ko ne vem, je manj dela. Mislim, delo je dosti enakomerno razporejeno, včasih so kakšni večje obremenitve oziroma krajši roki, ki treba malo bolj potegniti, ampak nikoli tudi nam ni dolg čas, no. Ja, prva stvar, ki sem jaz hotel povedati, se meni zdi najbolj pomembna, pač, ki vsak dan znova opažam, je, da je naš poklic zelo ni tak, kot sem si ga predstavljal, ko sem pač tudi hodil na tale faks. Jaz sem sicer študiral angleščino z namenom postati profesor, pa nekako me bolj veselje do ukvarjanja z jezikom, kar odneslo v prevajanje, tam sem še danes. In ena od osnovnih stvari, ki se razlikujejo v primerjavi s tem, kako sem si jaz predstavljal svoje delo na začetku, je to, da pač ne prevajamo vedno celih besedil od začetka do konca, enega jasnega sklopa besedila, ampak velikokrat, in to je pač še zelo posebej pri nas prisotno pri parlamentu, so to kosi besedil, so besedila, ki so že bila delno prevedena, pa se nekaj dodaja, odzema, vnaša, spreminja. In velikokrat se tudi zelo hitro menjajo ta besedila. Ne vem, v enem dnevu delam z besedili z večjih različnih tematskih področij, pa se treba sproti prevesti in dobim tam, ne vem, en kos enega stavka za prevesti v enem delu besedila, pa drugem delu, ali pa dobim 5 različnih sprememb, ki se zelo malo razlikujejo na en isti stavek. To je pač, vsak dan je drugačen, vsak dokument je drugačen. In jaz sem tu zapisal pač tisto, kar je najbolj pomembno pri nas, je pač ta delitev na besedila, ki jih vse grobe, no, ki jih pripravlja Evropski parlament sam. To so samo iniciativna besedila, med katerimi prevladujejo resolucije, ki so bile omenjene, med katerimi je tudi veliko projektov, kot je pač Center za obiskovalce v Bruslu, Hiša Evropske zgodovine, drugi podobni projekti, ki so nekoliko bolj zaključeni projekti. Potem so pa pač besedila, ki so del zakonodajnega postopka, tu pa najpogosteje imamo pravzaprav na mizi en predlog zakonodaje, ki ga podaja Evropska komisija in Evropski parlament na ta predlog vlaga spremembe, dopolnila. In tu je pa možno vse. To je možno od povsem novega besedila, ki je prevedeno, mislim, ki je v bistvu resolucija, kjer Evropski parlament da čisto nekaj alternativnega, do besedil, kjer so nametani tudi tisoči predlogov sprememb na eno samo besedilo, tudi to smo že mislim, da je naš rekord nekje tam pri 10 tisoč predlogov sprememb na eno samo besedilo, tudi to dobimo do tega, da so nekatera pač deli besedil novi, kot sem rekel, pač seveda, ko je 10 tisoč predlogov sprememb, je veliko predlogov sprememb na en in isti stavek, se to veliko z teh stvari ponavlja. In temu vsemu se treba tudi prilagajati. O jezikih smo že govorili. Čakaj, še nazaj. V bistvu tu nimam kaj dosti dodati, pač vsi seveda se učimo nove jezike. Jaz tudi sem zdaj pri 6. tujem jeziku, v bistvu seveda pa ne vladam vseh enako dobro. Pač recimo, da pa najrajši prevajam iz angleščine, pa nisem zato, sploh ne zato, ker bi mi bil najljubši jezik, ampak zaradi tega, ker je največ materijala iz angleščine in tudi zaradi tega, ker sem najhitrejši. Ker tudi to je bilo omenjeno, intuicija. Tudi pri prevajanju je pomembno, ko jaz preberem stavek zelo hiter, lahko v angleščini si strukturo naredim, v nemščini pač meni to vzame precej več časa
In se mi zdi pač na nek način bolj racionalno, da se nemščine loti kolegica, kolega, ki nemščino bolj zna. Po drugi strani je pa res, da jaz tudi ne bom napredoval v nemščini, če ne bom včasih pač enostavno se vrhal noter, zaprl vrata pisarne, vsem kolegom v sosednjih pisarnah rekel, zdaj pa tišina, ker jaz prevajam nemščino. Zdaj pa moram imeti mir. Pri angleščini ni bila, ker ne vem, džumbos na hodnik ni, tisme ne bo, pri nemščini pa res rad mir, mislim, ful je razlika. Potem, seveda pa pomembna še pri tem našem delu terminologija, za katero tudi jaz na našem oddelku skrbim za terminologijo, za vnos gesel v bazo JATE, ki jo že poznate, pa jo boste še morali spoznati, še posebej, če boste prevajali besedila, ki se nanašajo na delovanje Evropske unije, ker to je baza z terminologijo iz tega področja, ki pa seveda presega samo politično področje Evropske unije, presega na vsa področja, s katerimi se Evropska unija, tudi zelo tehnična področja, in to je zelo široka baza, ki vam bo prišla prav, oziroma vam lahko pride prav na vseh področjih. Zdaj pač spet pozabimo na roke. Zdaj se pokvarjamo malo z kakovostjo, kako skrbimo za to, da čim boljše naredimo to, kar naredimo. Kot je Tadeja omenila, nas je 28, mi smo ena služba ljudi, vsak za svojo zgodbo, vsak za svojim pogledom na prevajanje, ki pa vseeno moramo nekako dati od sebe prevode, ki so konsistentni. Ne moramo vsak po svoje prevajati, nekako se moramo uskladiti, zato pač eden od načinov, kako skrbimo za to je pregledovanje prevod, drugi način je pač sprotno usklajevanje, ker mi že, ko prevajamo, velikokrat se zgodi, da nas več dela na isto temo dokumente, so lahko različni dokumenti, ampak je ista tema. In se že sproti usklajujemo, zato ker vemo, te delajo, če naletimo na kakšen problem, ki bi se nam lahko zdel, da lahko zaide kdo, da smo lahko zelo različni, se uskladimo, se komuniciramo, posvetujemo in poskušamo čim bolj enoten prevod na koncu vtati. Seveda pa velikokrat si pač prevode, tudi v teh primerih pregledujemo na koncu. Eno je pač sprotno usklajevanje, drugo je pač, so v bistvu trije načini pregledovanja prevodov. Eden ta najbolj temeljit je revizija, kjer pač mi, ko imam dokument v reviziji, pregledam slovenščino in pregledam tudi izvorni jezik. In poskušam pač res se pokvarjati v bistvu še enkrat prevajalsko delo skoraj, ker pač skušaš tudi razumeti smisel tega, kar je v originalu. Druga stvar je branje, kjer pač beremo samo slovenščino, ampak to smo že zverzirani, da že tudi v slovenščini pač lahko marsikaj predvidim, kar je v originalnem jeziku, tako da pač veliko našega pregledovanja je nekje vmes. Potem je pa še lektoriranje za določene tipe besedil. Potem so pomembni pa tudi stiki z drugimi institucijami, tudi na ta način usklajujemo kakovost, zato da pač, ker nismo mi edina služba, ker so tudi druge institucije imajo svoje prevajalske službe in ker smo pač v nekem postopku, ker je prevajanje besedila iz istega področja, skrbimo za to, da pač smo tudi med institucijami koliko toliko usklajeni. To zdaj ne pomeni vedno, da pač nek izraz, ki ima več možnih rešitev, ker to se pogosto dogaja, da mora vedno točno isto biti. Je pa sigurno boljše zato, ker vnesemo manj zmede v sam dokument, ti dokumenti so pogosto dosti zapleteni za branje in se mi zdi, da je pač dobro, da pač mi se poskušamo čim bolj uskladiti, da vnašamo čim manj dodatne zmede, da to, kaj zdaj ena stvar pomeni, a je zdaj to res ta dva različna pojma, a gre za isto stvar, to je pač, pazimo tudi na te stvari. Potem omenil bi tehnični vidik, pač bilo je omenjeno, da imamo pravkar razvito novo orodje prevajalsko, ampak še vedno delamo tudi z dvema starima orodjema, se pravi trenutno v bistvu delamo s 3 prevajalskimi orodji, to je pač posledica nekih tehničnih faktorjev, ki jih moramo upoštevati, na katere se moramo prilagajati. To je pač realnost verjetno vsakega poklica, ne samo našega in to sprotno prilagajanje je pač zelo pomembno tudi pri nas. Jaz sem pri parlamentu 8 let in v tem času
ja, sem začel na eni aplikaciji, pa smo potem menjali, pa smo Windows, mislim, veliko stvari se spremeni. Tisto, kar bi tu še omenil, je to, da pač naši prevodi, ko jih mi oddamo, ne zginejo kar nekam, ampak so v bistvu vse, kar mi prevedemo, se nalaga v eno skupno bazo. Mi poleg te baze črpamo, če se pač, ker se veliko stvari pri nas ponavlja, zato da ne rabimo vsakega dela delati dvakrat, če se pač pride isto besedilo, ampak že imamo te prevode vedno pripravljene. In to je pač zelo pomembno pri tehničnem vidiku, tako se naše delo zelo pospeši. Ok, mislim, da še imam zadnjo stran, kaj se imamo... Aha, to je še to. To je to, hvala lepa.